Lep pozdrav, spoštovani prisotni. Najprej hvala lepa, da ste se odzvali današnje novinarske konference. Vse tri koalicijske stranke, partnerji, vam želimo sporočiti naše ravnanje na današnji seji odbora za obrambo z točko dnevnega reda odgovornost predsedstva Republike Slovenije Milana Kučana in drugih pri razoroževanju teritorialne obrambe leta 1990 ter predlogom za ustanovitev preiskovalne komisije. Člani odbora SMC bomo to sejo obstruirali iz preprostega razloga, ker gre za zlorabo delovnega telesa Državnega zbora, odbora za obrambo. To ni prvič, namreč to ni zgodovinska komisija, nobene osnove po poslovniku v nobenem členu, da bi bilo to argumentiran in da spada to v ta resor. Še enkrat ponavljam, nismo zgodovinska komisija in zato gre za čisto zlorabo tega sklica, kot tudi same točke dnevnega reda. Zato bomo obstruirali in za na konec, za Božjo voljo, glejmo naprej, ne nazaj, naprej. Hvala. Tudi z naše strani in moje lep pozdrav vsem, ki ste se odzvali našemu povabilu. Sporočam vam tudi poslanska skupina Demokratične stranke upokojencev ne bo sodelovala na tej seji. Odločili se smo v glavnem, da jo bomo obstruirali. Razloge v obstrukciji pa vidimo v tem, da ne želimo odpirati zgodovine, ampak da želimo razmišljati o prihodnosti. Ne želimo, da se Slovenke in Slovenci delijo na najbolj leve ali desne, najbolj na črne ali pa rdeče, ampak želimo, da smo enotni, tako kot smo bili enotni tudi leta 1991, ko smo prišli do svoje lastne države. Pri tem seveda želim opozoriti, da so prispevki državljank in državljanov Republike Slovenije bili neizmerno pomembni pri takratnem dogodku, da smo vsi skupaj pridobili lastno državo in da se posamezniki ne smejo na takšen ali drugačen način prisvajati zaslug, da so dali takšen in drugačen večji prispevek k temu. Vsi skupaj smo prišli do države, predvsem zaradi tega, ker smo bili enotni. V prihodnosti si želimo, da bi tudi v tej hiši demokracije poslanci, poslanke, ki so predstavniki ljudstva, razmišljali v tej smeri in delovali enotno za dobrobit državljank in držav naše države. Lepo pozdravljeni še v imenu poslanske skupine Socialnih demokratov. Mi smo, tako kot mnogi drugi v naši državi, mnenja, da je obdobje naše osamosvojitve spomenik enotnosti in prvi in glavni zgled, kako bi slovenska politika morala delovati. 25 let po tem svetlem in izjemno pomembnem obdobju ni čas za to, da bi za razreševanje osebnih ali pa strankarskih frustracij poskušali ustvariti umeten razkol, ki ga v letih osamosvajanja pred samo osamosvojitvijo, pa tudi v prvih letih potem ni bilo. To je narobe in temu se je potrebno upreti. V Sloveniji imamo simbole, simboli so poleg zastave, grba in himne tudi institucije te države, tudi institucija bivšega predsednika in napadi, ki so danes orkestrirani za to, da bi kdo lahko mobiliziral svojo volilno bazo, so najmanj neokusni, neprimerni, nesprejemljivi. Predsednik odbora za obrambo je dovolj racionalen, da bi ta zdravorazumski okvir moral razumeti, pa se je kljub temu odločil, da bo sklical sejo, zato smo
mi poskušali odgovoriti tudi z formalno logičnim zdravim razumom, to je skozi poslovnik, ki tovrstnega sklica na seji odbora za obrambo sploh ne dopušča. In ker je tudi logični razum odpadel, nam ne preostane drugega, kot da to sejo obstruiramo, ker ne dovolimo, da bi tudi Državni zbor, ki je ena izmed simbolnih institucij in tudi spomenik enotnosti leta 1991, bil podvržen tovrstnim degradacijam. Hvala lepa. Hvala lepa. Ima kdo kakšno vprašanje? Če ne, se vsem lepo zahvaljujem. Adijo. Adijo.